Prihod prvega dobrega moža. Nov most čez ločnico. Po tednu Karitas. Novo vodstvo Rdečega križa. Predčasna razrešitev direktorja. Zelena luč dvema odlokoma. Pregled mednarodnih aktivnosti. Ta veseli pohod v Vrbo. Na prazničnih sejmih. Med rizmo in ilustracijo. Lepo pozdravljeni. Tudi pri nas smo prižgali ob ognjemetu praznične luči in to včeraj na svetega Miklavža dan. Prinesel nam je tudi mestno drsališče in slovesno odprtje obnovljene Medvoške ceste. Več o vsem tem v prihodnji oddaji, kajti čez teden se je nabralo še veliko drugih prazničnih in nekaj manj prazničnih novic. Sledi praznična. Sredi julija je kazalo, da bo šlo vse po načrtih in da bo novi most čez ločnico brez zapletov dokončan in dan v uporabo v septembru. Izbrani izvajalec del Gorenjska gradbena družba je namreč že julija postavil nadomestni most, preko katerega je potekal promet, voden preko semaforja. Razrešile so se tudi določene dileme okrog prestavitve komunalnih vodov. Skratka, dovolj podatkov za optimizem. Potem pa se je začela časovnica podirati. Tako da smo slovesno odprtje mostu, naložbo v vrednosti okoli 200 000 evrov, dočakali šele ta torek. Slišati je bilo, da ga je prinesel Miklavž. Zapel je domači moški pevski zbor, spregovorila predsednik krajevne skupnosti Sora Mirko Javršek in župan občine Medvode Nejc Smole, ki sta tudi prerezala slavnostni trak na mostu, za blagoslov pa je poskrbel domači župnik Jože Čuk. Najprej smo pričakovali, da bo dovolj, če most samo saniramo. Vendar je temeljita gradbena preverba pokazala, da je most v tako slabem stanju, da sanacija odpade. Vedeli smo, da to pomeni bistveno večji finančni zalogaj. Zato se je v govoru zahvalil vsem, ki so omogočili to pridobitev. Ko sem se peljal sem razmišljal, da odpiramo most čez reko Ločnico. Vi, ki to slišite, vsak dan vam ne pomeni nič. Jaz sem o tem razmišljal. Ločnica je torej nekoč nekaj ločevala. Danes s tem novim mostom jaz verjamem, da ne bo ločevala več. Dejstvo je, da je obstoječi most čez potok Ločnica v samem vhodu vas Sora že zdavnaj povozil ne le kakšen tovornjak preveč, ampak tudi čas. Svojo širino oziroma dolžino 4,70 m namreč ni omogočal niti srečevanja dveh običajnih vozil. Povzročal je nemalo vroče krvi, še posebej nepozornih voznikov, ki so težko doumeli, da morajo komu prepustiti prednost. Malo negodovanja pa je seveda bilo tudi od sredine julija do sredine novembra ob čakanju pred semaforjem. Dobro, da so gasilci tam zadaj, ker z njimi sem se septembra pogovarjal, da bi imeli otvoritev 2. septembra za gasilsko veselico. Potem v mestnem času nisem bil prepričan, če mosta ne bo prinesel velikonočni zajček. V sred me je malce skrbelo, kjer od dobrih mož bo, in danes me veseli, da je to prvi, torej da je Miklavž tisti, ki je prinesel torej v Soro malce drugačno darilo kot ponavadi. Kot rečeno, se je časovnica gradnje, ki je sprva bila tako optimistično zastavljena, začela kmalu podirati. Mogoče ta projekt je imel kar nekaj takih, recimo temu, nesrečnih okoliščin, ki so potem poskrbele za to, da je prišlo do podaljšanja. Najprej se je treba zavedati, da v tej državi nas bo birokracija enkrat pokopala, in to po mojem prav kmalu, ker tolkenih papirjev, tolkenih zahtevkih je bilo za ubogi premostitveni objekt tukaj na potoku Ločnica, to, kdor tega ne doživi zraven, ne more verjeti. Tako da nekaj je bilo te birokracije, nekaj je bil pa potem tudi sam izvajalec kriv, ker je enostavno se je gradbeništvo v letošnjem letu toliko pobralo, da je bilo ogromno projektov in izvajalci, ki so na začetku sezone nabirali svoja dela, torej so kandidirali na razpisih, potem na vrhuncu sezone enostavno niso mogli več zagotavljati ekip. Nažalost je bilo to delno tudi krivo tukaj. Sem pa vesel vsaj, kot rečeno, da smo do zdaj zadevo zaključili, tako na samem objektu, kot tudi v samem potoku Ločnica. Nekaj malega je k zamudi torej pripomogla nepopolna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Potem so se oglasili še arheologi, ki so morali raziskati, ali se na območju, kjer veljajo 100-letne vode, morda le še nahaja kakšen kos starodavne naselbine. Vmes je poseglo še deževje in dejstvo, da se je izvajalec Gorenjska gradbena družba torej precenil, saj za vsa gradbišča, ki jih je odprl poleti, ni imel na razpolago niti dovolj delavcev, niti mehanizacije. Izvajalca tiče sem vesel, da so naši sestanki ostali znotraj sejne sobe občine Medvode, ker tja tiste glasne besede tudi sodijo, sem na teren ne. V zraku je namreč celo visela odpoved pogodbe v vrednosti skoraj 200 000 evrov. Torej, občina Medvode je v svojo pogodbo z izvajalcem vgradila najvišje dovoljene obresti, to lahko doseže do 10% same investicije. Hkrati sem vesel, kajti ta prvi končni obračuni, ki sem jih videl, nakazujejo na to, da bo sam znesek pod pogodbeno vrednostjo. To ni bilo enostavno, treba se zavedati, da se je tekom pokazalo nekaj tudi manjših več del, ampak tukaj naš dober nadzor je, tako kot na sorodnem projektu Krožišče na Senici, bil res dober in je uspel potem tudi to pogodbeno vrednost znižati. Kar pa zadeva penale oziroma pogodbeno kazen, tukaj bomo na tem vztrajali v takšni ali drugačni obliki, neka sankcija mora slediti, če zadeve niso narejene tako, takrat, ko smo dogovorjeni. Novi most je zasnovan kot monoliten armirano-betonski okvir in prečka potok Ločnica z enim razponom dolžine dobrih 11 metrov in širine skoraj 11 metrov. Vozna pasova omogočata srečevanje vozil, hkrati pa sta z novim pločnikom povezani naselji Rakovnik in Sora, kar omogoča varno šolsko in sprehajalno pot. Zgrajena je bila tudi manjkajoča javna razsvetljava. Krajevna skupnost Sora je prav naložbo v most postavila na prvo mesto želja v tem mandatu. Velika pridobitev. Že plani za ta most so bili delani, ne vem, 20-25 let nazaj, 30 celo mogoče, pa se je zmeraj nekaj odnesel. Ampak glede na to, da sem bliz doma, poslušam škripanje, sem poslušal pa kreganje na mostu, zmeraj nekdo prednost, ne, in tako naprej. Poleg tega, da je voda velika čez udarila, da je pa predvsem otroci, ki so začeli v Soro hoditi v tej šoli, velika zadeva, ki ni bila lih pošlihtana. Tako da zdaj jaz mislim, glede na ta pločnik, glede na informacijo, ki sem jo dobil ne dolg nazaj, je to en najlepših mostov, ki so jih naredili. Zdaj ne vem, a je mene všeč zato, ker je širok pločnik, ker je še zmeraj lih toliko ovinka, da ne bomo mi avtomobilisti z avtomobili preveč hitri. Smo ponosni, da je en velik korak za nas, ker je prometna varnost boljša. Predvsem smo pa lahko veseli, da so naši otroci oziroma mi sprehajalci smo ponosni na to, da se lahko varno sprehajamo po našem mostu in smo veseli, ko pogledamo na našem mostu, ki je sedaj širok, varen in lahko pogledamo Ločnico, kako teče proti Sori. S tem občina sledi ciljem, zapisanim v celostni prometni strategiji občine Medvode. Mogoče se premalo zavedamo, koliko truda je vloženo v vsako pridobitev. Mi smo letos z jesenjo dobili dolgo pričakovano linijo mestnega prometa, pa moram reči, da jo premalo koristimo. Ljudem se zdi nekako to, kar samo po sebi umevno, pa ni. Če jo ne bomo uporabljali, jo bomo izgubili. Ravno tako velja tudi za ostala področja. Mi imamo, tako kot sem povedal, veliko obrtnikov. V naši krajevni skupnosti je pravzaprav več delovnih mest, kot je pa vseh aktivnih prebivalcev. Vendar, tako kot smo rekli, podjetniki so plahe ptice. Če ne bodo sprejeti, se bodo celili tam, kjer jih bodo sprejeli z odprtimi rokami. Še več, med njimi tudi večje naložbe, kot je bila ta slednja, pa se v Sori obetajo tudi v prihodnje. Že v letošnjem letu pred koncem bomo na 2 odsekih zakopali z kanalizacijo, ki jo gradimo s holdinškimi sredstvi. Potem podpisane so pogodbe za javno-zasebno partnerstvo za ogrevanje kulturnega doma in pa gasilskega doma v Sori. To bo tudi tekom meseca šlo v izvedbo. V prihodnjem letu pa pridobivamo gradbeno dovoljenje za prizidek kulturnega doma v Sori in pa, če bomo le prišli tukaj zemljišči skozi, si pa resnično želimo izgraditi tudi odsek tukaj od Jezerška do Sora prima filtrov. Cesta je zelo načeta, bi jo radi obnovili, noter bi radi dali kanalizacijo, meteorno kanalizacijo, plinovod in pa tudi zgradili pločnik.
Slednja naložba, vredna 300 000 evrov, pa je v tem trenutku odvisna predvsem od pripravljenosti lastnikov zemljišč, potrebnih za izvedbo naložbe, da sodelujejo. No, in ker smo že bili v Sori, ekipi ni preostalo drugega, da počaka na običajno 17. uro in 17 minut, ko vsako leto v to vas pride Sveti Miklavž. Svoj prihod je za ob 19. uri napovedal potem še v Smledniku. Tako kot vsako leto do sedaj so bili medvoški otroci dovolj pridni, da so si zaslužili obisk Svetega Miklavža. Sveti Miklavž je otroke obiskal tako v Sori pred kapelico, kot tudi v Smledniku pred kulturnim domom. A v obeh vaseh so morali otroci na Miklavže čakati. A k sreči so domačini v obeh vaseh pripravili igrico, s katero so skupaj pričakali Svetega Miklavža. Šla se je o enemu fantku, ki ne more zaspati in pol pride angel in se s tem pogovarjata. V pekarni angelski pa kako je v nebesih pa take stvari. Ko pa je Miklavž končno prispel, pa je za vse otroke tako v Sori kot v Smledniku prinesel darila. Jaz sem dobil 2 mandarini, flomastre pa 2 bombončka. Ja, jaz sem tudi dobila 2 bombona, pa ene kulije pa mandarino. A čisto vsi otroci si niso zaslužili daril, saj kot pravi sam Miklavž, jih ima mnogo kakšno grdo razvado. Razvado, ki se sedaj vedno bolj poraja med današnjo mladino. Za vse tiste pa ni pripeljal daril, ampak zverine iz pekla, parkeljne, da so jih odpeljali. Ja, največ je lenobe, pa zapravljanje časa pred televizijo, pa pred računalnikom. To je te najhuj. Sabo smo pripeljali svoj peku, kjer jih noter spravimo in jih nekoliko malo, bi rekel, okrutimo. Koliko ste jih pa letos že ujeli? Za enkrat 12. Za enkrat 12. Koliko imate jih še v planu za ujeti? Nismo še čisto dorekli plana, ampak tam okrog 36 še je gotovo. A parkeljni divji kot so, pa se včasih tudi zmotijo in s seboj želijo odpeljati tudi pridne otroke. A k sreči jih Sveti Miklavž zna ukrotiti, da pridnim otrokom ne storijo žalega. A se kaj bojiš tej parkeljnov? Ne, vsi so me že odnesli. A so te že odnesli? Ja. A zato, ker si bil lump, a zato, ker so oni lumpi? Ker so oni lumpi. Veste, to vas sploh ni težko, jaz rečem parkeljni mir, pa morajo Boga, zaradi tega, ker se pred Božjim imenom se pa poklekne vsako tako ljubitje. Sedaj pa je Miklavž ponovno odšel na nebesa in se že pripravlja na naslednje leto. Saj meni, da bo naslednje leto še več pridnih otrok, za katere bo moral narediti darila. Da pa ga bodo otroci lažje pričakali, pa mu bosta letos na pomoč priskočila še 2 sveta moža, ki bosta tudi v decembru obdarila otroke. V skupnosti Barka so tudi letos pripravili že tradicionalni Miklavžev sejem, na katerem so ponudili izdelke, ki so jih naredili ljudje z motnjo v duševnem razvoju in njihovi asistenti. Seveda pa ni šlo zgolj za sejem, ampak predvsem za druženje in pridobivanje novih poznanstev v teh praznično obarvanih dneh. V skupnosti Barka so tudi letos poskrbeli za Miklavžev sejem, kjer ljudje z motnjo v duševnem razvoju ponudijo svoje izdelke na sejmu. Danes se nam predstavljajo v bistvu vse delavnice, ki so v naših delavnicah, se pravi od lesne delavnice, okupacijske, do delavnice izdelovanja manjših izdelkov in vse, kar delamo dejansko v naših delavnicah in tudi v naših hišah. Sejem je že tradicionalen, mislim, da je že 5. leto zapored ali 6. Vsako leto je več obiska, kar smo zelo veseli, da ljudje pridejo do nas. Predvsem je pa bistvo sejma, da se srečamo, pa poklepetamo, skupaj popijemo kavo, pojemo palačinke, so že tradicionalno, in malo podružimo. Obviously, I'm not neutral because I'm the international envoy for Slovenia Barka. I think it's a wonderful community. I think, this whole St. Nicholas market is a fantastic idea. It's a great way to integrate and to welcome people from the local towns and the local villages. Veliko veselje mi je, da vidim ljudi, ki pridejo sem in občudujejo izdelke, ki jih izdelajo roke, ki imajo en poseben čut, eno posebnost, namreč eno veliko srce, ki čuti, da je dobrodošlo, da se med njimi dogaja ljubezen.
Tako so gostje letos lahko izbirali med otroškimi, ženskimi in moškimi predpasniki, igračami iz lesa, obeski za ključe, svečami za adventni venček in praznično vzdušje, unikatnim nakitom, čajčke za mrzle večere, vezenimi blazinami, lesenimi aviončki in še kaj se je našlo. Vse izdelke so izdelali varovanci barke, sami s pomočjo asistentov, seveda pa je bilo poskrbljeno tudi za praznično druženje, ustvarjanje novih in krepljenje starih poznanstv o palačinkah in čaju. Tema prijateljema, ki mi pomagata, pečem palačinke, mažemo jih na različne načine, marmelada, čokolada, vse živo in pol ljudje to zelo radi jejo in veselje mi je, ko jih vidim, da so tako veseli. Rad prihajaš v skupnost barko? Zelo rad, ja. Moj oče tukaj dela v lesni delavnici, tudi rad prijem pa kaj pomagam pa tako. Jaz se delal pa za lesom, da lahko se pa reče, kaj smo delali, kaj je tudi novi zadelki so. So tudi matuški, ki ga imam na sebi, in kavate, ki je že šla na prodaj. Kavate tudi delamo. Pa imaš rad ta praznični čas, kaj imaš najraje? Ja, imamo, ker se vidimo z ljudem, zaradi gasih ni to, kukaj zamakral v vsejem. Jaz imam tukaj na barki prijatelja Staneta in več drugih prijateljev in rad z družino pridem sem, da se poveselimo in da v bistvu voščimo praznike. Ves zbran denar bo tako šel za delovanje skupnosti barka, bolj natančno za odplačilo kreditov, ki so jih pridobili ob gradnji delavnic, in sicer temeljne plošče in zemljišča. Prvo vabilo na praznični sejem je prispelo z osnovne šole Simona Jenka Smlednik in to že prejšnji torek, torej konec novembra. V projekt so udeleženi vsi učenci od 1. do 9. razreda. Izdelke smo in so izdelovali med poukom in pa v podaljšanem bivanju in pa danes, ko je bil tehniški dan. Skratka, sejem bil je živ. Letos sem naredil tole, tukaj noti mišljen zapisala, pa potem smo tudi delali voščilence, mojo so že kupili, potem smo delali tele okrasne sveče, pa še adventni venček. Naredili smo te palčke, pa piškote zraven. In delali smo pa tako, da smo se razdelili v dve skupine. Eni so v kuhinji pekli piškote, drugi smo pa šivali v razredu, pa voščilnice smo pa tudi normalno naredili. Izdelkov niso prodajali, le zbirali so priporočene prostovoljne prispevke. Ta denar gre v dobrodelne namene, meni se zdi, da zaigrala od zadaj. Ta denar bo šel v šolski sklad. Ja, dejansko gre denar zbran na prazničnem sejmu ali ob papirnih akcijah v šolski sklad. To je že, mislim, da več kot 10 leto tradicionalen praznični sejem. Prodajajo prostovoljni prispevki za izdelke, ki so jih naredili učenci od 1. do 9. razreda. Izkupiček je pa namenjen izgradnji otroških igral in pa učilnice na prostem, ker nam manjka še veliko sredstev. Z akcijo zbiranja sredstev za prenovo šolskega igrišča in postavitev učilnice v naravi so začeli že lansko leto in do konca šolskega leta skupaj zbrali dobrih 10 tisočakov. Od tega je bil prav na prazničnem sejmu zbran poldrugi tisočak. Po lastni oceni so torej zbrali več sredstev, kot so potrebovali za realizacijo zgolj dobre prenove in premalo, da bi rekli, da je prenova odlična. Sredstva so porabili za postavitev učilnice pod krošnjami, za dobavo in montažo 3 talnih iger, dvojne gugalnice, igralne enote s toboganom in plezali ter varnostne podlage za novi enoti. Skratka, ostala sta jim še dobra 2 tisočaka. Ker pa za oceno odlično manjka še 6 tisočakov, so se odločili, da tudi v letošnjem šolskem letu zbrana sredstva namenijo dokončni obnovi otroškega igrišča in za postavitev šolske table v učilnici v naravi. Na osnovni šoli Medvode je ta ponedeljek potekal tradicionalni že 15. Miklavžev sejem.
Učenci cele šole so v mesecu novembru in na dan sejma v dopoldanskem času ustvarjali v delavnicah in z učitelji mentorji pripravili velik nabor izdelkov, ki so jih popoldne prodajali na stojnicah sejma. Sladke dobrote, ptičje hiške, voščilnice, šivalni izdelki, venčki, ikebane in še kaj. Srečolov, izmenjava igrač in stojnica s palačinkami so, tako kot vsako leto, privabile veliko obiskovalcev. Sejem so začeli s kratkim kulturnim programom, ki sta ga popestrila obisk Medvoške godbe in Miklavž. Zbrana finančna sredstva bodo namenili učencem in družinam v stiski. Dobri možje prihajajo, manj dobri pa očitno odhajajo. Kot je bilo pričakovano, so svetniki na 25. seji občinskega sveta dali svoje skoraj soglasno soglasje k predčasni razrešitvi Gorazda Renka s funkcije direktorja javnega zavoda Sotočje, s čimer mu je prenehalo tudi delovno razmerje. In dali so svoje soglasje k imenovanju Aleša Kalana za vršilca dolžnosti direktorja, dokler se ne imenuje novi direktor oziroma za največ leto dni. S tem so sledili sklepom Sveta javnega zavoda Sotočje. Svet javnega zavoda Sotočje, ki mu predsednikuje Katarina Galov, je kršitev in opustitve pri delu direktorja Gorazda Renka ugotavljal predvsem v zvezi s programom dela in finančnim načrtom, zaradi česar so bila tudi zmanjšana sredstva za financiranje dela zavoda. Svet zavoda meni še, da direktor Gorazd Renko ne uspe implementirati in realizirati nalog s pomočjo svojih podrejenih, za katere so se dogovorili na sejah oziroma za katere se je sam dogovoril na posameznih strokovnih svetih. Da so izpolnjeni vsi pogoji za razrešitev, so menili tudi člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Medvode, ki so na svoji seji slišali mnenji tudi dveh izmed treh predstavnikov občine v svetu javnega zavoda Sotočje. Naj tukaj poudarim, da sta povedala, da v bistvu v javnem zavodu Sotočje ni več sinergije, ni direktor pokazal vodenja, ni bilo pripravljenosti za sodelovanje, odnosi med zaposlenimi strokovnimi sodelavci v zavodu so bili na nezavidljivi ravni, kar je vse pripeljalo do vseh teh zadev. Občinski svetnik Dragan Đukić je kot član komisije in predvsem kot zaposleni v javnem zavodu Sotočje nasprotoval trditvam o slabih odnosih znotraj zavoda. In jaz bi vas prosil, da ne dajemo slabo popotnico že pri tako slabi popotnici od pripojitve naprej temu zavodu, kar to ni res. Zavod je v redu, odnosi so normalni in zavod posluje dobro, ne glede na te porodne krče in težave z direktorjem. Opozarjam tudi na to, da če ste vse preverili, če vse pravno, formalno drži, da ne bo prišlo do kakšne tožbe potem, kjer bomo plačevali kakšne odškodnine. Kljub temu, da so vsi razlogi za razrešitev temeljeni, pa bi morda morali počakati vsaj 1 leto, da Gorazd Renko predloži letno poročilo, je menil prav tako član komisije, občinski svetnik Stanko Okoliš. Stvari niso tako črno-bele, kot mogoče bi izgledal samo iz tega poročila. Kolikor smo ali pa ste spremljali delovanje zavoda v tem času, odkar je bil gospod Renko direktor, moram ugotoviti, da po drugi strani, da so bile tudi neke okoliščine, ki mu niso bile najbolj naklonjene. Tukaj lahko rečem, da neke posebne pomoči so strani, pa bom rekel tudi zaposlenih, ni imel. Pa to ne omenjam samo tako pavšalno, ampak zlasti v zavodu, ki se je na novo oblikoval, ki nima še neke infrastrukture, nima poslovnega sekretarja, nima tajnice in podobnih stvari, bi človek vseeno pričakoval malo več razumevanja v tem smislu. K razpravi se je pridružila še ena članica komisije, Alenka Žavbi-Kunaver. Veliko smo se pogovarjali o tem, kaj vse je bilo, kdo je komu, kaj. V bistvu mene to niti ne zanima. Zanima me pa to, da direktor več mesecev ni poslal
naprej plana dela in je bil zavod za to finansiran samo 85% namesto 100%, kar pomeni, da tudi programi niso tekli, kot bi mogli. To je zame zadosten razlog za razrešitev. K besedi je pozvala tudi predsednico javnega zavoda Sotočje Katarino Galov. Svet zavoda se je za ta korak odločil raven iz tega razloga, kakor je omenila kolegica Alenka, glede na vse seje, glede na vse vzpodbude, pobude, ki jih je svet zavoda dal, pa stvari niso tekle v to smer, kot naj bi šle. In enostavno se nam je zdelo, kljub temu, da pač še ni letnega poročila, ko bo šele naslednje leto, spet marca, če ne bo zamujalo, da je pač treba nekaj ukreniti, ker potem bo spet tisto, kot zelo radi rečemo, pač niste opravili svoje naloge. Zdaj, če se s tem ne strinjate, imate danes vso možnost, da to tudi izrečete oziroma se pač ne odločite tako, ampak glede na to, da smo mi pač v zavodu presedeli veliko število ur, pa ne samo tako, da smo imeli kar nekaj tudi, bom rekla, sestankov z ostalimi strokovnimi sveti, ki so bili zelo podobnega mnenja, se nam je zdelo, da je pač treba nekaj ukreniti. Da je tak razplet dogodkov bil pričakovan, pa je ostalim podrobil občinski svetnik Vito Klavora, ki je najbolj jasno nasprotoval že imenovanju Gorazda Renka za direktorja. Glavni očitek je bil, da ne pozna delovanja javnih zavodov. Kaj ne rečem, zgodilo se je pričakovano. Nekateri smo že ob imenovanju direktorja opozarjali na točno te stvari, ki so se potem v zavodu dogajale, pa večina temu ni verjela, češ da zato ni dokazal. Zato ste potrebovali slabo leto, da ste si to dokazali sami. Tako da jaz pozdravljam pogum sveta zavoda, da je sprejel tako odločitev, ki jo je. Pozdravljam tudi pogum KMVI-ja, čeprav so nekateri na tisti seji, ko smo imenovali direktorja, govorili, da je KMVI strokoven in da njim je treba zaupati, da že vejo, kaj delajo, pa se je očitno izkazalo, da temu ni tako. Kot rečeno, je na koncu velika večina, kar 20 svetnikov, dvignilo roko za predčasno razrešitev Gorazda Renka s funkcije direktorja javnega zavoda Sotočje, s tem pa mu je tudi prenehalo delovno razmerje. Prav tako pa je občinski svet skoraj soglasno za vršilca dolžnosti direktorja do imenovanja novega oziroma za največ leto dni imenoval 38-letnega Aleša Kalana iz Škofje Loke po formalni izobrazbi organizatorja dela, ki je funkcijo vršilca direktorja že opravljal v javnem zavodu za šport in turizem, preden se je ta pripojil k javnemu zavodu za šport in turizem v enovit javni zavod Sotočje. Drugače pa delo na javnem zavodu poznam, ker sem bil 2 let vodja programov za kulturo pa mladino, pa dobre pol leta VD direktor. Pa se prav tresam, da se vidi, da sem... Se znam biti tudi sproščen, sam ne moram biti zdaj takole. Kar se tiče dela dolno, je bilo, ko sem bil VD direktor, moja prioritetna naloga, da finančno saniram zavod, to nam je uspel s pomočjo sveta zavoda in pač ustanoviteljice, ker neham se še tresti. Potem sem pa 3 mesece bil tudi kot svetovalec direktorja, oziroma sem pomagal Ines toliko, da smo v bistvu spisali skupaj finančni plan, letni plan, program dela, kadrovski načrt in podobno. Seveda smo želeli pridobiti tudi komentar Gorazda Renka, vendar je ta še vedno v bolniškem staležu. Se je pa zahvalil za ponujeno priložnost. Ja, dokaz, da se v javnem zavodu Sotočje kljub temu dogaja, pa so novosti v nordijskem centru Bonovec. Obnova premične infrastrukture, ki jo financira javni zavod Sotočje iz naslova presežka prihodkov nad odhodki. Seveda ne iz letošnjega leta, ampak iz leta 2016. Več o tem v prihodnji oddaji, kot tudi o programu športa za prihodnje leto. Svetniki so na zadnji seji sprejeli tudi 2 osnutka spremenjenih odlokov o prostorsko-ureditvenih pogojih. Po prvem so povečali faktor pozidanosti iz obstoječih 60 na 70% in tako omogočili podjetju Pohištvo Iskra v Preski, da poleg načrtovane širitve zaradi povečane proizvodnje ohrani tudi obstoječ šotor. V drugem primeru pa so omogočili, da bo novi lastnik nekdanjega Sokolskega doma, podjetje Hermes iz Železnikov, lahko propadajočo zgradbo podrl, kar obstoječi odlok ne omogoča.
Oba osnutka odloka sta v javni razgrnitvi v občinski sejni sobi, na sedežu krajevnih skupnosti in na spletni strani občine Medvode. Javna razprava pa bo prihodnjo sredo, 13. decembra. Sicer z muko, ampak iz nuje, saj bi se zgradba slej ko prej porušila sama, vmes pa še ogrožala okolico, so občinski svetniki potrdili osnutek spremenjenega odloka, ki bo novemu lastniku podjetju Hermes iz Železnikov dala možnost, da razpadajočo stavbo nekdanjega Sokolskega doma, zdravstvenega doma in na koncu Donitove poslovne stavbe dokončno podre, saj obstoječi prostorski akt omogoča le njeno obnovo. Kar pa je, to so bili občinski svetniki skoraj da enotni, glede na stanje, v katerem so jo pustili oziroma jo puščajo zadnji lastniki, skoraj da nemogoče. Dejstvo pa je, da je to še ena nepremičnina med mnogimi, verjetno v občini Medvode, ki so že bile in še bodo predmet trga nepremičnin, s katerimi se pod slabimi gospodarji dogajajo pač take zadeve, da za občasa naredi prej svoje. In potem imamo takle spomenik, kot ga imamo v Medvodah. To nam propada identiteta nekega kraja, kakorkoli vzamemo. Ampak jaz bi se tukaj vprašal, ali je slučajno, da se je zdaj čakalo toliko časa, da je ta stavba tako razpadla, da zdaj pa res vsi lahko rečemo, jo je treba porušiti. Mislim, da se, dragi kolegice in kolegi, danes zavedamo, da pečatimo usodo stavbe v Medvodah, ki ima določeno zgodovino, kateri so načrtovalci prostora tistega časa namenili neko elitno, bom rekel, lokacijo na elitnem delu Medvod v tistem času, da se je nekdo šolan arhitekt močno potrudil in postavil v prostor stavbo, ki je bila ukras celotni občini. In danes, dragi kolegice in kolegi, se očitno s tem osnutkom od te stavbe poslavljamo. Hkrati je v osnutku odloka, ki je pred dokončno potrditvijo v javni obravnavi, zapisano tudi, da na tem območju ni dovoljena gradnja parkirišč za tovorni promet, kot je to želja novega lastnika podjetja Hermes, ki se ukvarja tudi s prevozništvom. Kaj pa bo lahko gradil, pa bo dorekel novi občinski prostorski načrt, ki na tem območju načrtuje gradnjo centralnih dejavnosti. Odbor za urejanje prostora in ekologijo, katerega predsednik je Šulc, je šel še korak naprej, saj je občinskemu svetu predlagal sklep, da bi moral novograditelj upoštevati dimenzije in arhitektonski slog porušene stavbe. Na Slovenskem smo imeli ogromno gradov, ko so bili porušeni, bolj porušeni, kot je tale stavba tle. Med njimi tudi grad Goričane je bil delno porušen, pa so ga tako lepo obnovili. Tako da jaz mislim, da če drugega ne, da saj en apel, da če se bo ta stavba rušila pa dela, da se jo obnovi po istem principu, kot je zdaj. Lahko bi naredili repliko, pa ponovno zgradili v istem slogu tako stavbo, ker jaz bi se s tem strinjala, da je pa stavba za porušiti se pa že nadaleč vita. Če poenostavimo razpravo, pa so bili svetniki bolj enotni o tem, da je potrebno stavbo porušiti, kot pa kako natančno določiti že vnaprej izgled novogradnje. Bomo tako imeli možnost odobriti ali pa nasprotovati katerikoli obliki te stavbe oziroma namena in mislim, da zakaj pa ne bi naš čas pokazal za namcem, da smo tudi mi tvorci neke nove arhitekture, enega novega izgleda Medvod in mislim, da jokati za starimi zidovmi, kakorkoli smo že bili čustveno vpleteni v njih, nima nobenega smisla in pustimo času, da tudi naš čas pustim pečat za namcem in bom podpiral vedno kakšno zelo dobro idejo arhitekturno in seveda tudi vsebinsko, ki bo koristila Medvoščanom in Medvodam. Kot primer, da se da ikono vasi porušiti do tal in zgraditi novo v stari arhitekturi in funkcionalno, je Štefan Čebašek navedel gostilno Parkral na Vrju. To ni neko jokanje za zidovi, to gre v bistvu za spoštovanje in ohranjanje neke prepoznavne zgradbe v občini Medvode. Po drugi strani, pogledajte, ne vem, koliko poznate ta sistem, ta način dela, to zakonodajo, ampak občina Medvode
Občinski svet ima vso možnost predpisati arhitekturo, ki je zavezujoča in recimo prav bi bilo, da bi bila ta arhitektura ne samo za ta del, ampak za vso občino bolj ljudsko, bolj očem prijazno predpisana, ker pogledajte, kakšne zgradbe se delajo, hiše, katerim bi lahko rekli kontejnerski terminali, ne pa hiše, in to nekako po mojem videnju oziroma mojem prepričanju bolj kazi našo okolico, kot pa da kakšno dodano vrednost. Občinska uprava bo predloge, da se bolj natančno že v spremenjenih prostorsko-ureditvenih prostorih opredeli zunanji izgled novogradnje, preučila, saj je tudi to oziroma prav to tudi domena tega dokumenta. Občinski prostorski načrt namreč določa, kje in kaj se bo gradilo, ne pa tudi kako. Ne bi bilo te varovalke, da se hiše ne sme porušiti, bi danes občina ne mogla pomagati, če bi se tam gradila, oziroma ne mogla ukrepati, če bi se tam gradila parkirišča za kamione. Tako da se strinjam, da je mogoče žal, da to ni bilo takrat zaščiteno, ampak vsaj to je bilo, da je bila pa prepovedana rušitev in je seveda, dobro, ljudje, ki se peljejo čez Medvode, to zelo problematizirajo, ampak je edina varovalka, da danes mogoče tam še ne stoji kaj tazga. Predlagam torej sledeče, vi ste dali pripombe, mi se bomo do njih opredelili, potem pa videli v predlogu, če je zadeva sprejemljiva za vas. Izkušnje iz preteklosti kažejo, da varovalk, ko je v ospredju tržni interes, ni nikoli preveč. Dejstvo namreč je, da je podjetje Hermes tu želelo zgraditi parkirišča za tovornjake in nizek preprost objekt za potrebe podjetja. In to si je občina Medvode želela preprečiti. Kje sem doma? So se spraševali ob letošnjem tednu Karitas in s tem spodbujali k razmisleku o domu in ljudeh, ki jih imamo radi. Župnijske Karitas v naši občini so ob tej priložnosti v soboto 2. decembra pripravile tradicionalen koncert, katerega organizacijo in tudi izvedbo so tokrat prevzeli v župnijski Karitas Pirniče. Teden Karitas poteka v predbožičnem adventnem času, ko se v nas prebudi pričakovanje novega leta, novega upanja in prav v tem obdobju potrkajo na naša srca tudi v župnijskih Karitas, ki zbirajo sredstva za tiste, ki potrebujejo našo pomoč. Adventni čas, že pred leti mi je nekdo rekel, lej ta veseli december, a ni to malo moteče? In jaz sem rekel, glej, po eni strani morda je moteče, če človek reče veseli december, čas samo za veseljačenje, ampak sem rekel, poglej, mnogi ljudje pa v tem, bom rekel, adventnem času, ali pa če rečemo veselem decembru, vendarle obrnejo pogled tudi k drugim ljudem, ki imajo morda manj kot oni, ki so morda malo bolj nesrečni kot oni in jim pomagajo. Vsak po svojih močeh. Evro, 10, počasi se zbere in tako lahko pomagajo, bom rekel, pomoči potrebnim v domačem kraju ali pa v domači domovini ali pa nekje drugje na svetu. V domu krajanov Pirniče se je odvila letošnja dobrodelna prireditev, na kateri so zbirali tudi prostovoljne prispevke, s katerimi bo župnijska Karitas pomagala tistim, ki njihovo pomoč najbolj potrebujejo. Scenarij so pripravili v okviru letošnje teme Kje sem doma? Najprej smo izhajali iz tega, kje smo fizično doma. Potem smo to razširili, da bi vključili čim več društev, delovnih, ustvarjalnih župljanov. Tako smo nekako določili grobi scenarij, izhajali smo iz znanih pesmi, ki se nanašajo na to tematiko, vključili smo od najmlajših do vseh, kar je možno, res smo se potrudili in smo zelo veseli, da nam je to tudi uspelo v taki obliki. V lepo zaokroženi prireditvi so sodelovali člani tamkajšnje župnije, ki so pripravili zanimive prizore družinskega življenja, pevke v priložnostnem pevskem zboru, baletna šola Stevens, otroški zbor Mali cerkveni zvončki, citrarka Damjana Praprotnik, program pa sta povezovala Iva Grabnar in Zvone na Gode. In kakšen bi bil torej lahko odgovor na vprašanje, kje smo doma? Tam, kjer si sprejet, kjer je ta toplina, kjer si lahko tako, kakor si, da daš najboljše svojim bližnjim, sebi in svojim bližnjim. Kaj pa tisti, ki recimo ne občutijo, da so nekje doma, kako njim lahko pomagamo?
Ja, se to je pa to, ne. Če se počutimo tako dobro, da v bistvu damo od sebe najboljš, potem smo pozorni tudi na bližnjega, ki je v stiski, a ne, in s tem smo v bistvu hoteli tudi ta poudarek dati, da smo pozorni na kakršnokoli stisko, ne. Stiska ni samo materialne narave, stisk je danes mnogo vrst, mnogo obrazov ima stiska in si želimo prisluhniti, pristopiti po svojih močeh. Doma sem tam, kjer najdem več povezovalnih elementov, kot pa razdiralnih, če bi temu tako rekel. In ko gledam recimo na Slovenijo ali pa če konkretno gledam na ta kraj, v katerem smo zdaj trenutno, se pravi, vsaj 3 stvari nas oziroma vas gotovo povezujejo. To je kraj, v katerem živite, se pravi ta čut, a ne smo iz istega kraja doma, moramo držati skupaj, si moramo pomagati, oziroma, če bi rekel zelo na kratko, kadar drug z drugim sodelujemo, si pomagamo, je tam živeti lepo. Druga stvar, ki nas po besedah Marka Čižmana povezuje, je igra, saj nikoli nismo prestari za druženje v prijetnem okolju. Ob prijetnih dejavnostih dobimo občutke pripadnosti in mnogo lažje pomagamo prijateljem ter drug drugemu in z njimi sodelujemo. Tretja stvar, ki nas povezuje, pa je dobrota. Ta čut dobrote, ko mnogi ljudje sicer rečejo, dobrota je sirota. Spominjam se, ko sem pred leti bral en intervju od Adija Smolarja, naslov intervjuja je bil Dobrota ni sirota. In jaz se s to njegovo izjavo strinjam, namreč vsi imamo radi prijazne ljudi, vsi imamo radi dobre ljudi in to, bom rekel, ta misel naj nas torej spodbuja, da bomo tudi mi prijazni in da bomo tudi mi dobri in svet bo lepši. Naj bo ta misel vodila vseh nas in svet bo zagotovo precej lepši. Že 26. leto zapored se je tudi naša televizija vključila v teden Karitas z nedeljsko oddajo Klic dobrote, ki je bila tokrat oblikovana v sodelovanju z župnijsko Karitas Smlednik. Nanizali smo kar 10 različnih razmišljanj na temo letošnjega gesla Kje sem doma. Tekom let so darovalci z denarnimi sredstvi, ki smo jih zbrali v naših oddajah, pomagali številnim družinam, posameznikom, organizacijam in ustanovam. Letošnjih darov v nedeljski oddaji je bilo zbranih 1715 €, bosta deležni 2 6-letni deklici s cerebralno paralizo, Kornelija Trstenjak iz Zavrha in Brina Slivniker iz Vaš. Obe, tako Kornelija pred dobrega pol leta kot Brina pred slabima 2 letoma, sta bili v Združenih državah Amerike na operaciji, imenovani selektivna dorzalna rizotomija. Gre za operacijo hrbtenice, ki jima je zmanjšala spastičnost, kar preprosteje pomeni, da nista več v krču, mišice pa so bolj sproščene, kar omogoča lažje življenje staršem, pa tudi deklicam samim. Opravljena je bila še ortopedska operacija, obe pa je krila zdravstvena zavarovalnica. Da pa bi bili pozitivni učinki operacij dolgoročni, pa obe, poleg terapij, ki jih krije zavarovalnica, potrebujeta še dodatne plačljive terapije in pripomočke. Za dobro plačo jih je vsak mesec. Sredstvi zbranimi v oddaji Klic dobrote, v nedeljo in ob sredini ponovitvi smo zbrali skupaj 1785 €, bodo darovalci Brininim staršem pomagali predvsem pri financiranju dodatnih terapij, medtem ko Kornelijini starši zbirajo sredstva predvsem za dinamične ortoze, ortopedske klinike v Nemčiji, ki stanejo kar 12 000 €. Prve so kupili sami, pri drugih pa upajo na pomoč darovalcev. Pred dobrimi 14 dnevi so v župniji Preska župljanom razdelili okoli 370 vrečk z blagoslovljeno vodo v upanju, da se jih čim več vrne polnih nazaj. Pričakovali smo približno neki odziv, ki nas je presenetil, da so vrečke prišle in da so polne in da je tisto, kar smo prosili. To se pravi higienske potrebščine za telo in dom. In komu so sedaj namenjene te potrebščine? To bojo pa dobili naši prosilci kot dodatek ali pa nekaj boljšega, kot je to običajni paket. Ker v običajnem paketu je suha hrana, ki se pa deli že vsa leta
skoraj enako bi rekla, tako da tole je pa pol priboljšek, ki ga se trudimo in vsa leta tu smo te stvari kupovali. In vi najbrž točno veste, koliko je teh prosilcev običajno? Ja, pri nas skrbimo za 211 prosilcev, to so otroci, družine, vse skupaj. Še vedno pa zbirajo tudi posteljno perilo in brisače, ki jih bodo odpeljali v centralno skladišče v Ljubljani, kjer so tovrstne potrebe še večje. Ta konec tedna pa lahko še vedno prispevate svoj dar v nakupovalni voziček v eni izmed trgovin. In da še zaključimo v stilu z geslom, da bi rekli, kje ste vi doma? Ja, jaz sem doma tam, kjer so moji najbližji, pa čutim dom tudi s svojimi prostovoljci, ki se dobimo. Skratka, tam, kjer je luštno, fletno, pa kjer se nekaj dogaja. Še ostajamo pri dobrodelnih organizacijah. V ponedeljek na predvečer Mednarodnega dneva prostovoljstva je krajevna organizacija Rdečega križa Medvode, ki deluje pod okriljem Območnega združenja Ljubljana, dobila novo vodstvo. Po 8 letih je Dragan Đukić funkcijo predsednika uradno predal Blanki Trampuš iz Studenčic. Krajevna organizacija Rdečega križa Medvode je bila vzpostavljena konec leta 2009 in ves ta čas uradno do ponedeljka jo je vodil Dragan Đukić. Nova predsednica pa je postala Blanka Trampuš. Pravzaprav se jaz v njegovo vlogo težko postavim, ker bi se postavila najbrž v prevelike čevlje, saj za enkrat. Jaz sem pred letom dni in pol pristopila do njega, povprašala, če mu lahko na kakšen način pomagam. Glede na to, da kot humanitarna organizacija, glede na to, da sem zdravstveni delavec po profesiji, želim pomagati, želim delati, on je bil tega vesel in tako se je začel. Krajevna organizacija deluje tako kot še 37 ostalih krajevnih organizacij v Mestni občini Ljubljana in 9 obmestnih občinah pod okriljem Območnega združenja Ljubljana. Tokratne volilne konference sta se udeležili strokovna sodelavka Vedrana Pokleka in sekretarka združenja Ema Verbnik. Slednja je pohvalila sedanje delo predsednika in predvsem naklonjenost občine Medvode. Prav za voljo, kot se je izrazil sam, prefinjene vztrajnosti, je Đukiću namreč uspelo, da ima Rdeči križ v občinskem proračunu posebno postavko, letos v višini 7.000 evrov. Že tokrat pa je napovedal, konference se je namreč udeležil tudi župan Necmole, da bo ob rebalansu proračuna vztrajal pri 10.000. Temeljna aktivnost krajevne organizacije doslej je bila predvsem oskrba socialno ogroženih občanov s prehranskimi paketi. Jutri je prvi torek v mesecu, smo slišali, kaj to pomeni za krajevno organizacijo? Za krajevno organizacijo in za naše prostovoljce to pomeni, da takrat pridejo prehranski paketi iz Ljubljane, pripeljejo s kombijem, pri Partizanu jih razdelimo vsem tistim upravičencem in tisti, ki to potrebujejo, med 9 in 11 uro. Je pa to tako, 10 mesecev na leto, to se pravi 10krat po 50-60 paketov, to ni tako majhna zadeva. Jaz bi rad videl, da ljudje tega ne potrebujejo, da imajo boljše penzije, boljše plače, da bojo zaposlitve tudi tisti, ki so brez zaposlitev. To bi mi bilo najbolj všeč. Zaključek mandata starega predsednika in začetek mandata nove predsednice pa je zaznamovalo predvsem oblikovanje ekipe prve pomoči. Največjo težo ima ta dogodek, ki je visel v zraku dalj časa, opremiti ekipo prve pomoči, jo izobraziti in ustanoviti za potrebe civilne zaščite. To je bilo še za mene zelo veliko presenečenje, namreč to je bilo proti pričakovanjem, ekipa zelo mladih ljudi in to so, večina njih so gasilci. Predvsem je bilo to presenečenje, ker bi človek pomislil, da bojo prej pristopili starejši, mogoče izkušenejši, ampak sem zelo vesela tega, da so to res zelo mladi ljudje, zelo zagnani in še preden smo končali to šolanje, ta tečaj za bolničarje, so že sprašvali, kaj bo naprej. Tako da mislim, da mi bojo tudi na drugih relacijah lahko veliko pomagali in jim
že naprej lahko rečem hvala, ker so se sploh sami od sebe ponudili. Doslej so bile ekipe prve pomoči oblikovane le po osnovnih šolah, kjer jih je Rdeči križ opremil z učnim defibrilatorjem in kompletom lutk za izobraževanje. Na tokratni konferenci pa je že padla tudi zaveza, da se tudi Rdeči križ s svojim predstavnikom, po vsej verjetnosti predsednico, vključi v štab civilne zaščite občine Medvode. V principu humanitarnost zajema vse to, se pravi od prve pomoči do nastanitvenih enot, do krvodajalskih akcij in pa seveda razdeljevanje prehrambenih paketov. Krajevna organizacija Rdečega križa Medvode v nov mandat vstopa tudi z novimi prostori. Veseli smo novih prostorov. To nam je bil v prvi vrsti v planu, da uredimo, da lahko nas ljudje najdejo, da lahko pridejo k nam, ali če kaj potrebujejo, ali po kateremkoli vprašanju. Namreč dobili smo prostore bivšega TIC-a, turistično-informativnega centra. Zelo smo hvaležni za to, namreč mi smo le humanitarna organizacija, ki za te stvari težko namenja sredstva oziroma jih tako rekoč ni. Najemnine jim ne bo potrebno plačati, le pokriti bo potrebno tekoče stroške. Uradne ure se obetajo enkrat na teden. Preteklo sredo so se člani mednarodnega odbora občine Medvode zbrali v prostorih kluba Jedro na letnem srečanju, kamor so povabili tudi vse, ki so na kakršenkoli način sodelovali pri aktivnostih odbora v letošnjem letu. Skupaj so osvežili spomin na izvedene mednarodne projekte in preko druženja poskušali začrtati delo v prihajajočem letu. Mednarodni odbor občine Medvode je bil v letu 2017 zelo aktiven, saj so izvedli mnogo projektov na domačih tleh, kot je bil na primer tečaj Slovenglish, ki se še sedaj sestaja vsak torek v sosednji stavbi v kavarni Sotočje, pa do projektov v tujini, kot je bil na primer projekt Imagine l'Europe qui nous voulons v Kreju. Sam odbor pa je razdeljen na več delov, kjer je vsak izmed njih zadolžen za projekte s posameznim mestom, zato so se odločili, da bodo v sredo 28. novembra povabili vse člane na skupinsko druženje, da si predstavijo, kaj vse so v preteklem letu izvedli in da se izmenjajo ideje za prihajajoče leto. V odboru smo razmišljali, kako ljudi med seboj povezati. Imamo skupino, ki sodeluje z enim prijateljskim mestom, imamo skupino, ki sodeluje na kulturnem področju, turističnem področju, ljudi, ki se učijo oziroma govorijo na slovenglišu, angliško. In zdaj se nam je pomembno, da se ljudje med sabo spoznajo, da se srečajo in da naredimo enkrat letno eno tako druženje, na katerem bomo izmenjali izkušnje, poiskali nove ideje in mogoče dobili tudi vtise, ali je delo, ki ga opravljamo, usmerjeno v pravo smer, ali potrebujemo mogoče še kakšen novinek. Kot je bilo že rečeno, je mednarodni odbor v letu 2017 izvedel kar nekaj velikih projektov, s katerimi so se predstavili svetu in na katerih so sodelovali tako mladi občani, kot tudi tisti, ki so malce starejši, a še vedno mladi po srcu. Najprej je bil obisk kraja oziroma projekt Imagine, eden največjih projektov, v katerega smo vključili mlade v Medvodah. Želeli smo razpravljati z njimi o tem, kako vidijo Evropo, kaj poznajo v Evropi in pa predvsem, kaj pomeni participirati na volitvah, ne samo na državnem nivoju, ampak tudi na evropskem nivoju. Potem smo imeli obisk, sodelovali smo na festivalu narodov v prijateljskem mestu Nida v Nemčiji in pa predtem je bil obisk francoskih pohodnikov pri naših planincih, ki so pohajali po celi Sloveniji. Vsi projekti se med seboj razlikujejo in na vsakemu se zve nekaj novega. To nam je najbolje povedala predstavnica kulture v odboru Ana Brle, ki je v preteklem letu v sklopu mednarodnega odbora pomagala organizirati kar 3 različne projekte. Bila sem v Pote San Nikolu, bila sem v Nidi in bila sem v Kraju. Najbolj mi je bilo všeč v Kraju, ker je bilo veliko mladine. In ja, tudi Štefan je eden izmed njih, a ne Štefan. Imeli smo se zelo dobro in bi to ponovila še enkrat. V Nidi sem pa tako se malo naučila, zakaj to pobrati oziroma prijateljujemo in kaj nam to pač kot občini da. To mi je dal pa en drug pogled. Glede na sam uspeh projektov v letu 2017 si je mednarodni odbor zadal za prihajajoče leto izvesti še kar nekaj projektov, ki se bodo odvijali tako na domačih, kot tudi na tujih tleh.
Ja, v letu 2018 imamo že kar nekaj projektov, ki so pripravljeni za to, da bodo zagledali luč v naslednjem letu. Eden od teh je obisk večje delegacije iz Nemčije, ki bo prišla na ogled Slovenije in Medvod, na spoznavanje ljudi iz odbora, ki so nas gostili. Letos poleti so izrazili željo, da bi želeli spoznati deželo, da bi želeli spoznati tudi Medvode, in tako smo se dogovorili, da bodo konec maja, začetek junija za 4 dni prišli v Slovenijo. Sicer bodo nastanjeni v Ljubljani, ker si želijo pogledati tudi glavno mesto, ampak se bodo tudi na nek način ustavili v Medvodah in jim bomo pripravili, upam, da en zanimiv izlet. Manjša delegacija, upam, da bomo uspeli jo pripraviti, da bo šla na srednjeveški festival v Kre konec junija in pa konec oktobra ta tradicionalna medkulturna večerja, ki jo pripravlja prijateljsko mesto Ponte San Nicolo. Pogled v iztekajoče leto je že prejšnji teden opravila tudi likovna sekcija Kuda Pirniče, ki šteje skupaj 24 članov, kar 13 od njih pa jih predstavlja osnovnošolski podmladek. Na razstavi, ki je do nadaljnega na ogled v avli Doma krajanov in po kateri nas je vodila ena izmed bolj dejavnih članic sekcije Sonja Pust, se predstavljajo skorajda vsi. Mladi z risbami, ki so nastajali pod mentorstvom Toneta Umeka, ta je za praznično razpoloženje izdelal še 2 snežaka, 5 članic z izdelki iz keramike, ki so nastajale pod mentorstvom Majde Žakelj, in večina njih še z likovnimi izdelki, pri katerih je svoje ljubiteljsko znanje z njimi delil tudi Andrej Militarov, vodja likovne sekcije. Jaz sem zelo vesel, da to ne zastara, da ne zastane to delo, pa sicer zelo sem hvaležen ljudem, ki pridejo s tem veseljem, da se z veseljem delajo, da ne oporekajo, da tudi sprejmemo z mano vred vsako kritiko, in to je potem zadovoljstvo. Ko gledate dela in ko ustvarjate skupaj z ostalimi članicami, kakšen je vaš običajen napotek? Pri teh namigih je pa tako, oni mene vprašajo, ne jaz njih. Oni vprašajo, kako bi pa ti to naredil, jaz pa potem po svoji logiki, po svojem znanju svetujem. Andrej Militarov, ki je kar lepo zbirko Avsenikove glasbe prelil na platno, o čemer smo že poročali, je svojo bogato zakladnico slik z motivi živali več mesecev, tako kot France Barbič svoje izdelke iz roževine, razstavljal tudi v prostorih Lovske zveze Slovenije. Za tokratno priložnost pa je vzel kitaro v roke in popestril dogodek tudi kot vodja instrumentalne skupine Struna, ki prav tako deluje pod okriljem Kuda Pirniče. Pač tako je v življenju, ampak res, jaz se ljubiteljsko ukvarjam z likovno umetnostjo in pa z glasbeno, ne. Tako da me potem prosijo malo za pomoč, pa to. Čeprav nisem strokovnjak, jaz poudarjam to, jaz delam vse ljubiteljsko. Prejšnji petek pa so, tako kot je to že navada, v goste povabili tudi Dixieland orkester ljubljanske korenine. Drugo leto, če bomo zdravi, če bo zdravje služilo, pa pripravljamo, da bi naredili resen samostojen koncert Strune, ne, v polni zasedbi. Tokrat jih je bilo na pregledu iztekajočega leta le 5, sicer pa Strune zastopa kar 9 glasbenikov. Varovanci vzgojno-izobraževalnega zavoda Fran Milčinski Smlednik so se 2. decembra že 19. leto zapored odpravili na 42-kilometrski pohod od Valburge do Prešernove rojstne hiše v Vrbi. S prvim zimskim pohodom, poimenovali so ga Kulturno romanje, želijo po besedah vodje projekta Jožeta Rozmana na poseben način počastiti obletnico Prešernovega rojstva. In ja, 3. decembra leta 1867 se je rodil tudi pisatelj Fran Milčinski, po katerem nosi zavod ime. Letošnji pohod je bil že 19. zaporedni iz Smlednika v Vrbo. Tako kot vsako leto je tudi leto šlo ne le za športni podvig, ampak tudi za kulturni dogodek posvečen rojstnemu dnevu Franceta Prešerna. Z njegovo zdravljico so ob 5. uri zjutraj pričeli pohod v Smledniku.
od koder je pohodnike pot najprej vodila v Kranj, kjer so imeli pester program. Ja, precej časa smo porabili v Kranju, kjer smo se najprej ustavili pri Prešernovem spomeniku, nato smo imeli postanek v galeriji Prešernovih nagrajencev, ogledali smo si tudi Prešernov spominski muzej, to je hiša, v kateri je pesnik preživel zadnja leta svojega življenja, in tako kot vedno vsa leta smo se ustavili tudi na njegovem grobu, kjer smo položili cvetje in prižgali svečko. Vsako leto se pohoda udeleži več pohodnikov. Tisto, kar je še posebej pohvalno, je tudi to, da se varovancem Smledniškega zavoda pridružijo še mladi iz Kranja, v zadnjih letih pa tudi učenci in predstavniki občine Žirovnica. Otrok iz zavoda v Smledniku je bilo 7, prav tako 7 otrok je bilo iz vzgojnega zavoda Kranj, pridružili so se nam pa tudi pohodniki iz osnovne šole Žirovnica, vseh skupaj nas je pa bilo na poti 42. Vsi pohodniki so doživeto spoznavali Prešernov čas. Dokazali pa so sebi in drugim, da je možno tudi brez sodobnih prevoznih sredstev premagovati večje razdalje. Spoznali so, da je s trdno voljo in vztrajnostjo mogoče dosegati tudi zelo oddaljene cilje. V izjemno hladni decembrski soboti so vsi premagali dolžino maratona. V bistvu smo imeli idealne vremenske pogoje, ni bilo pretoplo, ne prehladno, imeli smo tudi tisto pravo zimsko vzdušje, sneženo idilo, tako da lepšega pohoda si praktično niti ne moremo predstavljati. Najbolj slovesno je bilo tako kot vedno na koncu, v Vrbi, kjer so pohodnike zelo prijazno sprejeli oskrbniki hiše, župan občine Žirovnica, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica in predstavniki tamkajšnje osnovne šole. Tako so v toplem ambientu Prešernove rojstne hiše ob topli krušni peči pohodniki v prijetnem razpoloženju zaključili dolg dan kulture. Prejšnji teden so v knjižnici Medvode odprli razstavo risb Luka Grudna z naslovom Linearno, ki bo na ogled do 15. decembra. Avtor je na ogled postavil dela, ki nastajajo z enim zamahom, z enostavno, neprekinjeno gladko tekočo linijo in ki na prvi pogled spominjajo na ilustracijo. Luka Gruden se je rodil v Franciji, sedaj pa živi v Medvodah, zaposlen pa je v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani. Njegova prva ljubezen je bila glasba, igranje klavirja, vendar ga je po mladostni navdušenosti opustil in se posvetil risanju in slikanju. Na odprtju razstave smo si lahko njegova dela ogledali ob spremljavi sanjavih melodij harmonike. Njegove risbe so posebne, saj jih z enim zamahom, z eno linijo prelije na papir, kjer zaradi svoje enostavne ideje na hitro spominjajo na ilustracije, že naslednji hip pa to mejo prestopijo, ker očesu ne dovolijo tako preprostega dojemanja motivike. Moja tehnika je čisto preprosta, uporabljam barvne svinčnike in svinčnike, delam v zamahu, probam vleči v eni liniji, rišem gole ženske, živali in cvetlice, to, kar mi je všeč. Med njegovimi deli so tudi risbe, ki jih upravičeno imenujemo ilustracije, saj jih je avtor pripravil na podlagi besedil nekakšnih sodobnih živalskih basni. Med drugim je opremil tudi ženino knjigo zgodb, ki bo izšla v samozaložbi. Sem pa ponosen zaradi tega, ker mi je spremno besedo nekako napisala znana ilustratorka Jelka Reichmann in mi je bilo všeč. Mislim, da je zadela moj karakter risanja. Starosta slovenske ilustracije Jelka Reichmann je namreč navdušena nad prijetnostjo in spontanostjo ilustracije, brez domišljavosti, čisto po otroško, kar je vzel za velik kompliment, saj so se slikarji vedno želeli približati otroški neposrednosti. Medvoški policisti tokrat poročajo o 2 prometnih nesrečah. Prva se je zgodila v Medvodah, kjer se je zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zaletel traktorist. In druga nesreča se je zgodila v Smledniku, tudi zaradi neprilagojene hitrosti, povzročitelj pa bo prejel plačilni nalog.
Nekdo je v Medvodah ukradel registrske tablice, v Vašah pa se je zgodil poskus vloma v stanovanjsko hišo. Nekaj podobnega se je zgodilo ponovno tudi na Golem Brdu. Še 2 dogodka pa so policisti obravnavali v Medvodah, kaznivo dejanje zatajitve in grožnje. Medvoške policiste so poklicali tudi na prizorišče požara na osebnem avtomobilu, ki se je zgodil v Zbiljah. Požar so pravočasno pogasili zbiljski prostovoljni gasilci. Zaradi številnih vlomov in poskusov vlomov v stanovanja, predvsem v dopoldanskem času, vas policisti pozivajo, da bodite previdni in zaklepajte stanovanje. Opozarjajo pa tudi, da neznancev ne spuščajte v svoj dom in ne nasedajte prevarantom, ki ponujajo različne usluge. Vse sumljive dogodke takoj prijavite na telefonsko številko policije 113 ali na anonimni telefon 080 1200. Postanite tudi zvezde in ne mečite petard. Nekatere uporabe so tudi z zakonom prepovedane in strogo sankcionirane, predvsem pa bodite prijazni do sosedov in živali. Tudi psihofizični nadzor voznikov poteka intenzivno, zato ne pozabite, da alkohol in volan nista dobra kombinacija. To je vse, kar smo vam pripravili za danes, kar nekaj prispevkov je še ostalo na zalogi in kar nekaj dogodkov v prihajajočih dneh bomo še zabeležili za našo skupno prihodnost. Skratka, tudi prihodnji četrtek se obeta pestra informativna oddaja. Na snidenje.